Jaz se največ naučil od slabih trenerjev. Največ se naučiš od slabih trenerjev, ko tam vidiš, kaj ne deluje. V bistvu je pomembno, da si ti predhodno, recimo, aktiven igralec, lahko za kjerkoli področje športa, ne pa greš pol v trenerstvo. Ja, izredno ti pomaga, ni pa nujno. Ni pa nujno, da je kdo vrhunski igralec pa dober trener. Ker ti, ko si vrhunski igralec, si zelo na visokem nivoju. In tvoj nivo razmišljanja je težko boš dobil ti igralce, ki bojo na istem nivoju kot ti. Ti se moraš zmeraj prilagoditi. Če pa trener, če ti zahtevaš od igralca nekaj, kar on ni sposoben, ne? Ti že vidiš, ja, ti si bil vrhunski igralec. Zdaj pa stojiš v boksu, pa gledaš tekmo, to se pravi, ti še več vidiš, ne zdaj. Dej to malo razloži. Mi smo imeli en tak primer, Benk Toke Gustavsen, on je bil svetovna klasa. Smo skupaj igrali v Feldkihu, pa je bil naslednji let, ko je ta trener Ralf Krüger šel, je prišel Gas, ne, za trenerja. Ampak on v svoji prvi sezoni, on je meni, recimo, zakaj niste to naredil pa to? Se je rekel, Gas, če bi jaz tvojo glavo imel, ne, kje drugje igral. Tako da se moraš znati prilagoditi, kvaliteti igralcev, ki jih imaš.